Kot smo pričakovali, je hitro počilo med predsednico Republike Natašo Pirc Musar in njenim predhodnikom Borutom Pahorjem. Razlog pa, seveda, hedonistični življenjski slog nekdanjega predsednika. V uradu predsednice države Nataše Pirc Musar so želeli za delovanje v letošnjem letu pridobiti nekaj dodatnega denarja za mednarodne aktivnosti, plače in tudi za vzdrževanje stavbe. Z Ministrstva za finance pa so jih obvestili, da ne bo šlo. Neuradno naj bi bila razlog za to tudi decembrska razsipnost nekdanjega predsednika. V Pahorjevem uradu odgovarjajo, dogodkov je decembra vedno več kot ostale mesece, predsednik pa se je tudi poslavljal od funkcije, zato je bilo sprejemov več kot običajno. Se vemo, kako je s temi veselimi decembri. Po novem letu te zmer boli glava, pa ne toliko zaradi kuhančka pa silvestrske penine, kot zaradi računov, ki pridejo januarja. Nova predsednica je očitno hotela malo prebeliti svoj urad, zamenjati preproge, ki so jih zapacali otroci, pa so ji rekli, da je šlo vse za zastavce pa za sladolede na Pahorjevih dnevih odprtih vrat. Kdo bi si mislil, da bomo na najvišjo funkcijo izvolili tako različni osebi? Zdaj, eni pravijo, da je Pirc Musar z Venere, Pahor pa z Marsa. Meni se sicer zdi, da je bolj Pirc Musar z Marsa, Pahor pa z Venere. Predvsej bolj presenetljiva je novica, da je zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov odstopil predsednik Desusa Ljubo Jasnič. Novica je pa presenetljiva predvsem zato, ker nismo vedeli, da ta stranka sploh še obstaja. Daj pogled, kaj se dogaja s stranko upokojencev. Potem, ko so včeraj v stranki Jasniču zaželeli miren preostanek jeseni življenja, je njegovo funkcijo začasno prevzel Anton Rifelj. Vsaj do aprila, ko bi izpraznili stolček, morda lahko prevzel celo odpadnik iz nekdanje stranke Alenke Bratušek, Marko Bandelli. Bandelli, nekoč znan tudi kot Betonelli, bi sicer prestopil iz ene propadle stranke v drugo propadlo stranko, bi pa znali imeti upokojenci več razumevanja za njegov pogled na zabavo. Ker on se zna zabavati. Ma kaj imaš še kasto flašo? Ampak ne verjamem, da bi mu z Desusom lahko uspel veliki met. Po eni strani bi težko presegel legendarnega Karla Erjavca, teflonskega Karla, po drugi pa mu je velik del baze speljal Pavel Rupar. Res, da se je tudi Bandelli, ko je bil poslanec, izkazal s slikovitimi izjavami, ampak vsem pa ni predlagal, da poslankam pregledajo mednožje. To pa ni šel. Naši raziskovalni novinarji so se poglobljeno lotili iskanja vzrokov za slab obisk svetovnega prvenstva v Planici. Odkrili so, da bi lahko bila razlog manjša geografska zmeda. V Sloveniji imamo 3 planice. Če ne štejemo sladoleda, kar še dodatno zaplete situacijo. Planica, planica, snežena kraljica, le kdo je ne poznam, lepoto iz snega. Znamenita popevka bratov Avsenik, brez katere ne mine nobena pristna zimska veselica. Pa si jo prepevajo tudi prebivalci Planice. Cel avtobus Nemcev, Avstrijcev, Garmin najbrž vklop, Planica, a ne, pa je tlehor prepela. Ja. In je to problem, pa zdaj tukaj obrn, pa nazaj. A vidite, kriv je Garmin, ki jih je pripeljal v Planico pri Kranju namesto pri Kranjski gori. Pa so prišli cel avtobus Nemcev, Avstrijcev, sam jih je navigacija res odpeljala drugam. V glavnem, tam so obtičali. Zakaj? Ker avtobusi niso imeli kaj obrniti. Problem je pa potem naprej, pa tudi niso mogli, ker je tam ceste konc. Upam samo, da je v vasi kakšna gostilna, da so začutili vsaj malo planiškega vzdušja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.